Moja zgodba. Dober večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami je spet oddaja Moja zgodba. Naslednja oddaja iz niza o vosovskih likvidatorjih. Pozdravljam direktorja Muzeja novejše zgodovine Slovenije, doktorja Jožeta Dežmana. Dober večer. Dober večer vsem. Danes smo za vas pripravili oddajo o doktorju Milošu Kobalu, pravniku in zdravniku, rojenem leta 1926 v Novem mestu, ki je mladost kot dijak klasične gimnazije preživljal v Ljubljani. Po italijanski okupaciji se je kot ilegalec vključil v osvobodilno gibanje. Že junija 1942 so ga sprejeli v VOS, Varnostno-obveščevalno službo Osvobodilne fronte. Kot sposobnega obveščevalca z ilegalnim imenom Borut ga je vodstvo VOS določilo za najzahtevnejšo nalogo, za agenta vrinjenca v samo jedro voditeljev antikomunističnega tabora, Slovenske legije in kasneje vodstva Slovenskega domobranstva, od koder je redno poročal vodstvu VOS o vseh njenih nameravanih dejavnostih in dajal Osvobodilni fronti druge pomembne obveščevalne podatke. Pred koncem vojne, ko je postalo nevarno, da ga razkrijejo, je odšel v partizane. Po vojni pa ga je, kot se pač pogosto zgodi obveščevalcem, najprej čakal oznovski zapor. Pozneje je Miloš Kobal končal gimnazijo, končal tudi študij prava in medicine ter specializiral psihiatrijo. Tako beremo o profesorju doktorju Milošu Kobalu v napovedniku oddaje Spomini na RTV Slovenija. Gre torej za najvišjega vrinjenega agenta v nasprotni tabor, ampak vendarle tudi ob teh podatkih, doktor Jože Dežman, nekaj komentarja. No, komentar je razmeroma kratek. Mi smo to serijo 4 oddaj začeli z ugotovitvijo, da so Lombergarjevi spomini nastali kot odziv na pričevalce. Namreč, ko je bil Jože Možina leta 2018 imel intervju z mano, je ta krog komunističnih veteranov podivjal, prinoreli so na televizijo in za koncesijo dobili spomine. In tukaj je zdaj ta temeljna razlika. Če Možinovi pričevalci razbijajo tabuje tituizma, če odkrivajo resnice, ki jih v tituizmu ni smel biti, pa spomini ohranjajo tabuje in ustvarjajo nove. Revolucija se skrije za narodno-osvobodilno borbo, molk ali pa celo zanikanje se pa tika predvsem zločinov. In prav Milošu Kobalu bi radi na ta način pripovedi te generacije, ki z molkom in lažjo odhajajo v zgodovino, bi radi upozorili. In upozorili bomo zelo enostavno. Namreč, kot je vidno iz tega zapisa, je tukaj skrivanje posvečeno letom 41 in 42 za začetek. Kobal je izjemno mlad bil takrat, rojen leta 26, ampak poslušajmo, tudi on je leta 79 posnel svoje pričevanje z gospodom Vladom Benkom, se pravi tudi enim od upletenih v te kombinacije, poznaje politologom na Fakulteti za družbene vede današnji. Ampak poglejmo, kaj je v Partizanih 11. januarja 1945 napisal o letih 41 in 42 Miloš Kobal sam. Se pravi, to pa je dokument, ki je v arhivu? V arhivu in napisan z njegovo roko. Prisluhnimo. Na položaju 11. januarja 1945. Avgusta meseca leta 1941 sem začel delati z OF. Raznašal sem slovenskega poročevalca gotovim ljudem. Pri njih sem tudi pobiral prispevke za OF. Zvečer smo hodili na kolodvor, kjer smo demonstrirali, ko so vozili gorenjske izseljence čez Ljubljano. Pred vsakim narodnim praznikom sem hodil na raztrosne in razpisne akcije. Ko se je začela šola, sem organiziral v razredu OF. Tako sem delal do februarja 1942. Februarja sem prišel k obveščevalni službi. Z neko tovarišico sva zasledovala denuncianta Ogorevca, ki je stanoval na Aleksandrovi cesti zraven opere. Drugi je bil denunciant Raguza, ki je stanoval na Livadi. Potem sem opazoval tovariša Julita in njegovo deklico, katera je hodila z Italijani. Nato sem opazoval Rogljevo iz Verovškove ulice.
Potem sem z 2 tovarišema pazil pri magistratu na Rupnika, majorja Novaka, Casarja in Žebota. Od tam sem šel na Jurmana in sploh Cekinovgrad. Potem sem Penkota iz Hrenove ulice. Potem sem čakal na majorja Novaka v Mostah, nato Strnišo v Pražakovi. Potem sem opazoval Natlačenovo vilo. Potem Pirša, Kerča in Rozmana v Podjunski, potem advokata Miloša Stareta. Nato sem zopet čakal majorja Novaka v Trdinovi ulici. Potem sem opazoval, kdo zahaja v Škofijo. Potem sem prišel na poseben sektor, kjer sem opazoval naše aktiviste, katere se je sumilo, da imajo zveze z okupatorjem. Potem sem ostal nekaj časa brez veze. Potem sem opazoval učitelja na meščanski šoli v Mostah, Bajta. Potem pa učiteljico Stadlerjevo, poleg nje pa sem držal še kontakt z 2 tovarišema. Tako slišali smo dokument, ki ga je napisal Miloš Kobal leta 1945 po spominu o svojih letih v Ljubljani. No, to sta prvi 2 leti, ampak zdaj gremo pa naprej. To, kar gospod Lombergar opisuje kot vohunsko kariero, je pa seveda izjemno zanimivo. Dejstvo je, da je Kobal v rokodelskem domu na takrat Miklošičevi 7 pri jugoslovanski vojski v Domini, se pravi pri najvišjih imenih, pri Andreju Križmanu, majorju Bitencu in tako naprej, je prenašal pošto, jo odpiral, prebiral, pisal in njegovih poročil je, mislim, da več kot 100 strani v arhivu Republike Slovenije in tam pravzaprav ni videti, da bi on razkrival podatke, ki bi bili strašansko dramatični, razen enega Smersujevega govora o strategiji Slovenske ljudske stranke z poletja 1943. Je pa potem, ko pride partizane, se pravi, omenili smo poročilo januarja, v bistvu do konca vojne neprestano piše poročila o tem, kar je vedel in karakterizira ljudi, jih poroča in tako naprej. Seveda pa nič ne pove, a so ta poročila kaj vplivala na usodo teh ljudi. Ali kako so jih zasledovali, ali so jih pobili, ali jih niso pobili in tako naprej. Ampak izjemno zanimiv je pa tale utrink, ki ga bomo zdaj slišali. Očitno je napisan kakšnih 10 let po vojni, ko le za kritično distanco opisuje takrat ta svoja vohunska poročila. Tudi to je dokument iz arhiva? Avtentičen dokument iz arhiva Republike Slovenije. Prisluhnimo. Za dejstva, ki jih bom navedel v naslednjem, sem vzel podatke iz referata, ki sem ga napisal na bazi 20 v aprilu 1945. To poročilo oziroma referat zdaj po 10 letih ocenjujem kot pisanje mladega 20-letnega napihnjenca, ki se je zavedal doseženih uspehov, ni pa dobil zanje nobenega priznanja. Morda je hotel takrat vzbuditi pozornost nase. Mnogi zaključki so bili napačni in kolikor se je lahko tolmačilo, da posamezne stvari zadevajo konkretne osebe, tudi krivični. Takrat še nisem poznal mnogih dejstev, ki bi mojo sodbo popolnoma spremenili. Pač pa dejstva zaslužijo, da se prepišejo in upoštevajo. Referata se zdaj po 10 letih ne sramujem, vendar ga bom po prepisu dejstev uničil, ker ne želim, da bi se po tolikih prežalostnih izkušnjah v kakršnikoli obliki izkoriščal. Doktor Jože Dežman, se mi samo zdi, ali se tukaj Miloš Kobal nekako malce posipa s pepelom? Mu je malce žal, je povedal preveč v prejšnjem poročilu? Ne, očitno je bil pri karakterizacijah ljudi krivičen, bil je mlad, bil je, kot bomo kasneje ga srečali, prepotenten, ne? Sploh cel njegov tudi intervju tik pred smrtjo kaže njegovo veliko samoljubnost in prepotenco, ne? Ampak dejstvo pa je, da se zdaj mi vračamo v leto 1979. Takrat pa v kakršnekoli zadržku domorilskega posla, pri katerem je, spet se vračamo v leto 1941-1942, sodeloval pa verjetno tudi v leto 1945, kljub težavam, se bomo pa le vrnili v tisto vprašanje. On je od leta 1979 do 1983 predsednik psihoterapeutov, Zveze psihoterapeutov Jugoslavije. Se pravi, ljudi, ki naj bi bili senzibilni do pravic, krivic, do življenjskega volumna, in on takrat snema te izjave, posname svojo, skratka sodeluje v projektu ovekovečenja umorov komunistične politične policije kot
verodostojnega dejstva. Se pravi, tukaj on leta 1979 nima čisto nobenih zadržkov. To bomo pa zdaj ilustrirali, klimo, v kateri so ti pogovori nastali, bomo ilustrirali z pogovorom z dvema tovarišicama takrat. To sta bile Sonja Flajs-Ojča in Lidija Dermastja, poročena Kovič z nekaj več ilegalnimi imeni. Tukaj samo ilustriramo, kako so ženske, se pravi, ne samo Zdenka Kidrič Marjeta, ampak tudi druge, brez vsakega kančka zadržkov ali česarkoli sodelovale pri umorih. In vidimo leta 1979 Miloša Kobala kot človeka, ki vse ve in vse odobrava. Vse, kar pri Lombergarju pozabi. In predlagam kar to uvodno partijo z Sonjo Flajs in pa njen prvi utrink, kjer se natančno vidi, kako blizu smrti je bila in z njo tudi Miloš Kobal. Tu pa je posnetek iz 13. septembra leta 1978 in sicer iz arhiva, ki se je ohranil. Prisluhnimo. Razgovor s tovarišico Sonjo Flajs-Ojčo, ki ga vodi dr. Miloš Kobal Borut, dne 13.9.1978. Ja. Draga Ojča, jaz bi te prosil, če začnemo kar s prvim vprašanjem, če bi dala svoje osebne podatke. Sonja Flajs, ilegalna imena Ojča Jerica. In ko sem bila pri Vosu, sem imela obe imeni. Rojena 30.11.21, Ljubljana. Poklic očeta učitelj, mame uradnica. Šolska izobrazba v času, ko sem začela delati v Vosu, sem imela prvi letnik kemije na Ljubljanski univerzi. Sedanja moja šolska izobrazba ni presegla univerze, sem pa novinarka v pokoju z nekaj letniki JUS-a, nekaj letniki tehnike, skratka tako, kot se spodobi z predvojne. Univerzalni neznalica, ne? Ja, univerzalna neznalica. Med vojno nisem bila poročena, niti nisem imela otrok. A si bila ti udeležena, ti si rekla, da si bila najprej sledilka, ne? Tam, ne, jaz nisem bila sledilka. Organizirala sledilce takrat na univerzi pri tej grupi stražarjev. Ja. Mogoče lahko še o tem kaj več poveš? Ja, to sem jih zdaj nameravala. Zdajle bi jaz težko rekla, ali je bila to organizacija univerzitetna po vojaški liniji, ali je bila to po mladinski liniji, tudi po vojaški liniji. Ne vem, od kje je prišlo, da se bo likvidiralo Kikla in da je treba zaščititi likvidacijo z posameznimi na vogalih stoječimi obveščevalci. Prej so seveda vsi te sledili, ne, kot hodijo te. Župec je bil, Kikl, ja, Casar. To so vse delali te moji pod metodom in vodstvom, mislim pa. Si bila morda ti takrat blizu ali pa celo zraven, ko so enega ali drugega likvidirali? Kje sem bila, ko so Kikla? Ne vem, ampak vem, da sem nekje trepetala, ker zaradi ljudi, ki sem jih dala za straže, za dajanje znamen, to je bila vsekakor draga nada, izredno hrabra in brezkompromisna borka. Ni pa bila tako hrabra, ampak je imela filozofske pomisleke. Lamutova, ki je tudi bila. Kdo bi še bil, morda je bila Gomzijeva tudi. To so tiste, kje sem jaz bila, nisem dajala znakov, pač pa sem bila organizator teh ljudi, ki so šli potem. Te skupine, ki je sodelovala v akciji čisto. No, Maša je celo napisala podrobno, kako se je pripravljal napad na Casarja. A ti morda kaj nisem v Casarjevi akciji, jaz nisem sodelovala. Bili so pa moji zraven že. Ja, veš, jaz sem že šla na masovno obveščevalno, sem že organizirala dalje, to so se pa že moje skupine že specializirale za take akcije. Medtem ko Kiklova sem pa še jaz. To pa sem jaz. Ja, Kratofil. Kaj pa ta?
Ta je tudi... No, to bodo še verjetno Ja, to je bila povedali. tudi moja borbena skupina. Kratofil, Gorči Stout, oba Osredkarja pokojna, eden je bil Samo, mislim, ne vem kak, Ksavo, ta drugi pa ne vem, Žarko ali nekaj tanska, ne. To so bili ena borbena skupina, ki je potem jo Mišo prevzel, pa to sem jaz kar oddajala, vse, ki so bili preverjeni in dobri, sem jaz kar oddajala, kar na tekočem traku so odhajali od mene ljudje, zato pa jaz se tako težko spomnim, ker sem jih pridobila, navadila, da so začeli delati, so imeli uspehe in so šli na specialne naloge, pa v specialne tele akcije. To je bila Sonja Flajs-Ojča leta 1978. Mene, doktor Jože Dežman, malo presune, ne, ta ženski princip v teh morilskih strojih, ne. Jaz mislim, da je prav, da navedemo še njen utrink, in sicer gre v kontekst ocene partizanskega gibanja. Ta ocena, ki jo gospa Flajsova pove, je zelo podobna ene veliki oceni, ki so jo Američani takoj po vojni potem objavili, kakšnih 10 let po vojni, o sovjetskih partizanih, a ne, in takrat ocenjujejo, to so partizani, ki jih Sovjetska zveza organizira za fronto, a ne, pravijo, to po vojaški plati nekaj posebnih učinkov nima, je pa politično izjemno pomembno zaradi osvajanja teritorija, ne, in to, kakorkoli bomo se še o tem dolgo prerekali, podobna ocena bo veljala tudi za jugoslovanske primere partizanske, ampak poglejmo, kako gospa Flajsova to pove. No, seveda zdaj takole vprašanje, kaj od teh naših dognanj ali tvojih dognanj ali dognanj tvojih skupin je posebej koristilo narodno-osvobodilnemu gibanju. Recimo, Jaz ne vem, bodisi v kaj političnem- obveščevalnega, veš, kaj bi ti rekla, masovna obveščevalna je koristila že s tem, da je obstajala taka, kakršna je bila, da je bila to odraz masovnega razpoloženja, že to. Drugič pa smatram, da je sleherni obveščevalni podatek v takih razmerah, kakršne so bile, bil koristen, pa magar samo ena drobna mehna insinuacija. To bi jaz rekla. Torej, vemo, kaj je bilo politično, kaj je sodo izpodbilo dno, recimo politično, v mednarodnem smislu je bila vsekakor likvidacija natlačena, ne? In morda prva puška, prvi strel, ki je padel v okupirani Ljubljani, ko je okupator lahko spoznal, da dobiva enakovrednega nasprotnika, čeprav mu najprej ni verjel, ampak z likvidaciji smo ga pa prepričali, ker to so bili oboroženi spopadi sredi Ljubljane. Jaz ne vem, kdo je bil, oziroma kaj je bil to prvi strel, mogoče ti lahko opredeliš? Ja, likvidacija tega Leno. Emra? Kdo? Emra, pa onega Rupnika, pa napad Na po Rupnika, nesrečenju, ja. Potem pa, kaj smo še imeli? Prapornik je Potem smo zgodaj. tistega Pleveriča, pa razne take ovaduhe. Vse je bilo kar precej takih. Saj jaz mislim, da bo to verjetno v eklatantnih poročevalcu, primerov. ne? Gotovo je bilo to objavljeno In to je bilo poročevalcu. vse odbelodanjeno. Tako To da so bile, to bomo lahko to so dobili. bile javne akcije, to so bili tisti, to so bile tele, recimo, to je mednarodno opozorilo svetovne javnosti, poslušajte, to v Sloveniji se dogaja to in to. Ne? To Tukaj je bilo tudi- veliko politično dejanje. Poslušate oddajo Moja zgodba na Radiu Ognjišče. Tukaj so se tovariši še vsega zelo dobro spominjali. Sonja Flajs-Ojča je bila tole, doktor Jože, tovarišica Sonja Flajs-Ojča, ja, seveda. Zdaj pa bomo prisluhnili še Lidiji Kovič oziroma Lidiji Dermastja, ki je imela veliko vlogo pri umoru Bana Natlačena.
Z njo se je Miloš Kobal pogovarjal 25. septembra 1978. Kdo pa je bila torej Lidija Kovič? Se pravi, spet ena iz tega, jaz bi kljub vsemu rekel, prvoborskega ešalona, vidna voditeljica, in spet bomo poslušali prijazen in prisrčen nagovor med spraševalcem dr. Kobalom in intervjuanko Lidijo Kovič, rojeno Dermastija, ki spet kaže ves volumen vedenja oziroma vpletenosti v to morilsko mašinerijo. Razgovor s tovarišico Lidijo Kovič, ki ga ima Miloš Kobal dne 25.9.1978. Draga Lidija, jaz ti bom tako rekel, čeprav si imela veliko imen, če greva kar na prvo vprašanje. Trec lahko. Lidija Dermastija, poročena Kovič, ilegalna imena Liza, Tomo, Marijana. Rojena 24.8.1919, oče pravnik, mati gospodinja. Da ne rečemo dama v tistih krasnih časih, ne? Ja. Šolska izobrazba, ja, srednja ekonomska šola. Zdaj sem upokojenec, od vana nisem bila poročena, otrok takrat nisem imela še. Recimo, če bi te jaz spomnil, mi smo se dobivali, to je že nekoliko pozneje, ampak ker imaš ime Kukovič napisano. Ja. V tisti gostilni, mislim, da se je imenoval Jager, ali nekako slično, v Trnovem. Tista gostilna, Točno. Na enem Voglu, to bi težko rekel, Groharjeve. Točno. In se spominjam, da si ti prišla, pa si rekla, Kukoviča so pa spravili, ne vem kakšno, ta veliko pištolo so imeli, to je to kar špricalo v njega, to je kar razneslo možakarja. To se spominjam, da si ti o Kukoviču takrat pripovedovala. Zdaj pa mogoče o tem še kaj bolj konkretno lahko veš, nekaj spodbudilo to? Recimo si bila zraven ali si bila... Ja, zraven, veš, da sem bila zraven, če ne sicer kot obveščevalno. Namreč zanimivo pri Kukoviču je to, torej kaj je on, to je dognano. Vemo, da je v rokodelskem domu caroval. Nihče... Prosti, to je bil Majdič, v rokodelskem domu. Točno. Govorimo o Kukoviču. O Kukoviču govoriva. Kukovič je pa iz Medvedove ulice, ne? Tako. No, tako. Pri Kukoviču direktno jaz nisem bila, ampak jaz sem preko Polaka za njega zvrtala, kar se je zvrtati dalo, mislim, neke informacije. Sem pa bila v zaščiti, ampak visoko gori pod Belvijem. Če govorimo o akciji sami, ne, ker vrnemo se vedno in večno se bomo vrteli okrog te varnostne poslednje stvari. Čakaj, za pripomoček, mogoče ena mačkana shema, ki je po svoje zanimiva. Na Kukoviča se je šlo dvakrat, ne? Enkrat se je spremljevalca, drugič je pa uspelo. In sicer to naj bi bil Šišenski železnica, ne, kolodvor. Ja. To je ruska nekako na sredino, na kolodvor gre. Direktno pele, Ja, na kolodvor. takole je pa Medvedova, ne? Ja. Tako. To je pa Jesenkova, ne? No, vidiš, pa gre. Tle nekje je Kukovičevo stanovanje, ne, še danes so luknje not. Tle v nekako diagonali, mogoče v naklonu 12 do 18 stopinj, recimo, je bil nek zanikrn bife, v katerem sta take primitivne letve so bile pred vrati in košček bistrojskega zelo slabega izgleda, no, recimo, samo to, da vemo. Tle sta bila sine pa Luka. Tle je bil pan Ladislav,
Ja, Rihalado. Tle je bil Rihalado. Tle je bil pa Mile, pa Acko, to tle je, ampak že bližje Frankopanski. Ja. Mile pa ta, pa Acko, ampak ta ulica spol naredi eno tako hecno koleno in kot en erker ene hiše, tam ne bi bila pa ta seka, ampak ne vem, če je res, ki naj bi z odpiranjem okna pokazala, a je Kukovič doma ali gre po starem vrstnem redu, ker mi smo tudi, kot se vse vedeli, za njega točno kreten. No in ko je on ven prišel, ga je sin doslovce položil, ne? Dobar je, prosim. Potem sta se one dva umikala, a ja, medtem so pa po Ruski ulici ali pa Italijani prišli z mulom. Mule pa Italijani Giovineca. In je pol še Mile neki strelil tle, pa Ladislav še neki strelil, zato da je pozornost kaj gor obrnil, kjer so bili pa tudi trije v tej Sporedni ulici, ki pa ne vem več kako, proti Celovški. Tako da so nekako tlele neki polukrižni naredili, medtem sta te dva upravila s tem in sta se umikala, si ne vem točno, tle je bila ena prazna parcela čez neke vrtove. So pa Italijani Mule ušle in so šli Italijani za njim, takrat je sine takole čez, kakor je leto, ko se je plašč odmaknil, mu ga je prestrelil, drugače pa tudi brez šel čez Celovško cesto, gor pod Belvijem in tam smo se videli in je šla povedati, akcija je uspela, ne. To je bila Lidija Dermastja. Doktor Jože Dežman, če se posvetiva zdajle morda Milošu Kobalu, tukaj se vidi, ne, da je gospod iz vrstnega spomina, ne, pravzaprav je Lidijo Dermastja usmerjal in pravil neke podrobnosti, ki jih je sama že malce pozabila. No, in tukaj je ta problem spomina, tudi Janeza Lombergarja. Če so stvari v arhivu, jih greš pogledat. Če se pričevalc ne spomni, ga poskušaš vprašati. On ni opravil ničesar. In zato jaz moram reči, da bom pač kljub vsemu moral predlagati, da se te pomanjkljivosti o oddaji povedo, da se izbriše, da oddaja nastaja v sodelovanju z Muzejem novejše zgodovine. Jaz bi predlagal, da tudi v zvezi z arhivom, če se dogajajo takile falsifikati, po domače povedano. To je zelo nespodobno, ampak mislim, da je pa prav, da gremo le še korak naprej, a ne gre za to, zakaj molči Kobal. Pozabil ni, ga je sram. To pomeni, da obsoja, z molkom obsoja zločine, pri katerih je sodeloval. Ampak v naslednjem pričevanju, naslednjem delu pričevanja gospe Kovičeve, bomo pa srečali tisti problem, s katerim oddajo tudi začenjamo. Ona pravi, da je bila takrat, povedala bo natlačeno, kako je bila stvar po njenem brezhibno organizirana, umor, ampak bo povedala povprečna starost sodelujočih 19 let. Prav, jaz sem to izračunala, 19 let, 2 meseca in 11 dni. Kaj je bilo tem mladim ljudem, da so potem ponotranjili ta umor, da so poskušali iz zločina narediti vrlino. In če gremo zdaj spet k spominom, kaj je Janezu Lombergarju, da ne more vprašati tako pomembnega pričevalca bistvenih stvari. Komu, če vzameš z partizanske strani, kaj so ta pričevanja koristila Kobalova, ta vohunska sporočila, koga so zaradi tega ubili, koga onemogočili in tako naprej. Vse manjka. Zgodba ni povedana. Ampak zgodba, kot bi jo mogel tudi Kobal povedati, jo pa pripoveduje svoj pogled na umor Marka Natlačena, kar gospa Kovičeva. Mogoče pa prav, da zgodba tam v arhivu taka tudi ostane, če nič zaradi drugega, zaradi tega, da vidimo, kako so želeli še leta 2019, ko je ta oddaja nastala, svoje spomine olepšati
za današnji čas. No, zdaj pa Lidija Dermastja, ki je imela veliko vlogo pri umoru Bana Natlačena. Smo pri Natlačenu. Ja, sledilke Darja Nuša, preko 2 meseca stare opazovalnice v Kremžarjevi hiši, veš, to bi bilo treba pač adreso pogledati. V Kremžarjevi hiši, bila je pa Maša tam. In Maša to mora poznati, torej ve za imi, zato ker je Maša k meni prišla, da sva izjavo naredili, prav za to ženo, ki je bila, mislim, ki je takrat tle noter stanovala. Jaz se res ne spominjam, tako da me je Maša dobra morala spomniti, v katerem trenutku in kdaj. Menim pa, da, kolikor pa vem, da je Maša imela pa še naprej nekje na zvezi. Zakaj je rabila, kako je rabila, ne vem. To je ta, da je, če gremo tako po straneh neba, Poljanska cesta Natlačen, da je iz severovzhodne strani bilo opazovano. Potem je bila vogalna hiša nasprot cerkve svetega Jožefa ali današnjega Viva filma, gor v drugem nadstropju. Tam je pa tudi Nuša bila na opazovalnici, ampak se ne ena, ne druga ne spomnima. To je pa ta, kjer je Maša, je pravzaprav, se pravi, severovzhod, ta je pa točno vzhodna stran, tako da ima celo relacijo Ciril Metodove odnosno 24 talcev danes ulico pred seboj. Potem je bila na zapadni strani v vili je stanovala, ne čisto do njih, ampak ena vila vmes samo, to je tako, bi rekla, nekako cikcako, da se je zelo lepo na vhodna vrata, dvorišče in vse to videlo. Ta Japonka skuškava in to je bila 3. opazovalnica. Zdaj je pa to šlo menjaje. V tej opazovalnici je delal pa Srna velikrat. Srna je pa, kolikor jaz vem, pa 43. padu v Ljubljanski brigadi je bil z mano. Ampak po novembrski ofenzivi, ko jaz grem po drugih poslih, tako sem jaz, vem pa ne, kako se je pisal. In luštno tak mlad, torej mladi smo bili več ali manj vsi, se je povprečna starost 19. Jaz sem jo zaračunala 19 let, 2 meseca pa 11 dni. Ta je bil pri Skuškovi, potem je bila pa 4. opazovalnica pa čisto z juga, to iz Zarnikove v stanovanju polkovnika Cvetka. Cvetka, tega slavnega sablača, ne, Olimpica. No, tega sem se pa v trenutku, posebnih trenutkih, ko se je pokazalo, posluževala pa v glavnem samo jaz, ker sem jaz to čuvala za umik, ker to je dvorišni dohod, pas 2,5 metra, dohod na dvorišče, obračališče, zdaj takrat smo vozove imeli, ne, obračališče, da se potem hiša potegne tako in tle je bilo to predvideno za eventualno v skrajni situaciji, če se umik na cesto ne bi posrečil, da bi preko Cvetkotovega stanovanja pa čez strehe v stan še od tega otorinolaringologa. Ja, Pompeta, hvala. V Pompetovo dvorišče in od tam naprej, ker Pompej je tudi eden izmed direktnih mojih informatorjev, ne znam, ali kako naj imenujem. Sodelavcev širših, ker to se pretegne pol na linijo tehle zdravništva vseh mogočih tehle meščanskih in malo meščanskih in štatijaznih strank. Lidija Dermastja je bila tole. Midva pa morava vseeno, dr. Jože Dežman, zdaj povedati še nekaj o vlogi Miloša Kobala takrat. Gre vendarle za največjega urinjenca v sistem
protikomunističnih enot, domobranstva in tako naprej. Celo tako daleč, da je bil po drugi svetovni vojni zaprt in imamo tudi dokument, ki govori o tem, da so zaradi njega iz klasične gimnazije izključili okoli 50 dijakov, ki so bili usmerjeni skojevsko oziroma pro-OF-arsko. No, tukaj je vprašanje spet za gospoda Lombergarja, kako lahko napiše, da je značilno za vohune, da so potem zaprti. To je nonsens. Pri Kobalu imamo zdaj drugo vprašanje. Ali je najvišji urinjenec najbolj učinkovit ali ne. Se pravi, njegova analiza teh dokumentov, ki jih je pošiljal jih je veliko in vestno, ni ravno taka, da bi rekel, da je ne vem kakšen top vir bil. Zanimiva je njegova, pripisuje se kombinacijo, da je sporočil Milošu Vauchniku in štabu protikomunističnemu, da naj bi se Angleži po kapitulaciji Italije izkrcali v Istri, ker naj bi ne vem kakšno zmedo vnesli v protikomunistične vrste. Ampak že iz novih poročil se vidi, da je bilo odločitev, kakršno so protikomunisti po padcu Italije sprejeli že celo poletje v igri, tako da verjetno si je še to malo zmislil. Ni dokumenta posebenega, ampak zdaj pa gremo v leto 1945. Namreč dva dokumenta bomo slišali prebrana. Eno je, se pravi, nekako skoraj hišna ali pa krajevna prijava Kobala Miloša in očeta Kobala Ferdinanda ljudskim oblastem, da sta pač nevarna protinarodna, protiljudska elementa, in pa prijavo sošolcev, se pravi knojevcev takrat, učencev 8. č razreda klasične gimnazije, ki pa kažejo, da je pravzaprav Kobal igral to vlogo vohuna in naprimer hodil se v domobranskih forum in podobno, tako prepričljivo, da tudi če bi domobranci zmagali, bi se pa lahko predstavljal kot zagret pripadnik protikomunizma oziroma domobranstva. Ampak vprašanje, ki ga pa tukaj pokažemo, teh prijav je ohranjenih v Arhivu Republike Slovenije cel šop. Se pravi, enega Miloša Kobala je ovajalo na desetine ljudi. Ravno tako je slehernika v deželi ovajalo, opazovalo, presojalo mnogo oči. In na koncu si bil lahko zaradi tega tudi mrtev. Ali pa izginil, ali pa dolgoročno zaznamovan. Ampak Miloš Kobal naj bi po tem, ko je bil prvič zaprt junija, že po enem tednu spet bil v partizanski uniformi in grozil prijaviteljem, drugič pa septembra. Ampak to so stvari, se pravi, ki jih bo treba raziskati. Poslušajmo ta dva odlomka rajš, da razumemo vzdušje množične histerije ovajanja leta 1945, ko je dejansko vsak mu možnost, da se preko politične policije in drugih mehanizmov te stalinistične represije znebi sočloveka. Moja zgodba. Pričevanja o totalitarizmih. Kobal Miloš, star okrog 20 let, stanujoč Svetega Petra, cesta številka 76, je bil vpisan v GIL za časa italijanske okupacije. Za časa nemške okupacije pa je imel protikomunistična predavanja. Kasneje je bil domobranski višji narednik. Sedaj je v partizanski uniformi in celo baje v pisarni Ozna, vsled česa se vsa okolica zgraža, čež da je bil že vse zgoraj navedeno, sedaj pa nosi partizansko uniformo. Njegov oče, Kobal Ferdinand, star okrog 60 let, stanujoč na Svetega Petra, cesta 76, skupno s sinom, živi v konkubinatu Skupljenik Metko, katera ima mlekarno na Zaloški cesti 7. Oba imenovana sta bila tesno povezana z okupatorji, najprej z Italijani, nato Nemci in tudi domobranci, tako da se jih je bala cela okolica. Za časa italijanske okupacije so prirejali okupatorske večerje, katere so imeli v mlekarni,
Za italijanske vojake je imela vedno zajtrk, za naše ljudi pa ni imela mleka niti na karte, ker jim je trgala mleko, kjer je mogla. Postopala sta z ljudmi skrajno surovo, ker je imel zaslombo v okupatorju. Vsa okolica je sedaj ogorčena, ker tudi sedaj lahko ravna po svoji volji. Za obe prijavi podpreti je na razpolago veliko prič. Smrt fašizmu, svoboda narodu. In še druga prijava? Prijava. Podpisani Knojevci, bivši učenci 7. Č razreda v šolskem letu 1943-44 klasične gimnazije v Ljubljani, glede ovaduštva in protinarodnega delovanja bivšega sošolca Kobala Miloša, zlasti za časa Rupnikovega režima. Izjavljamo sledeče. Prvič, da je bil Kobal Miloš rojen 1926, stanujoč v Ljubljani, Svetega Petra, cesta 76, ves čas nemške okupacije aktivni domobranec, prej član vaških straž, ter zadnji čas višji narednik primorskih narodnih straž v Trstu. Sam se je bahal, da je adjutant proslulega polkovnika Kokolja. Drugič, da je bil s početka Rupnikovega režima šolski referent pri propagandnem odseku bivše pokrajinske uprave. Pri tem je tam že vsem govoril, da bo pometel iz gimnazije vse skojevce in aktiviste OF, ter spravil nekatere profesorje v internacijo, ki jih je imel pod kontrolo. Tretjič, da je nato prestopil k aktivni domobranski propagandi in je predaval po domobranskih edinicah, tudi na prisilnem dijaškem protikomunističnem zborovanju v Frančiškanski dvorani v Ljubljani. Četrtič, da je pozneje, kot je že zgoraj omenjeno, nastopal kot duševni vodja in organizator nesramnega ovaduštva součencev in drugih učencev na klasični gimnaziji v Ljubljani. Zaradi tega njegovega ovaduštva je bilo 18. decembra 1943 izključenih iz klasične gimnazije v Ljubljani približno 50 učencev. Zato energično zahtevamo podpisani, da se ga takoj pripre, zasliši in primerno kaznuje, ter da se poizve za njegove sodelavce. Znano nam je, da se imenovani Kobal nahaja v Ljubljani in da se je 22. maja 1945 celo udeležil šolske proslave na klasični gimnaziji. Poleg teh naših izjav to lahko v celoti potrdijo nekateri profesorji istega zavoda in zapisniki oziroma akti tega procesa, ki se deloma nahajajo v arhivu klasične gimnazije v Ljubljani in na prosvetnem oddelku bivše pokrajinske uprave dr. Sušniku oziroma pri inšpektorju Silvu Krancu. Isto izjavo smo že izročili 24. maja tega leta upravi Narodne milice v Ljubljani, na podlagi katere je bil Kobal Miloš aretiran in zaprt. Toda 26. maja tega leta je že bil Kobal izpuščen in se sprehaja zdaj v partizanski uniformi po Ljubljani ter grozi z maščevanjem. Zato smo 29. maja 1945 vložili isto izjavo tudi na komando VDV v Ljubljani. Ovadeni in izključeni dijaki: Zelizljev Dušan, Trošt Vladimir, Leskovšek Savoslav, Cizelj Taša, Pirc Miloš, Šajina Boris. Tako kaže, da je vloga dr. Miloša Kobala bila vsaj ob koncu druge svetovne vojne taka, da bi se lahko znašel vseeno, katera stran bi zmagala. Vsekakor so bili njegovi sošolci recimo precej jezni nanj, še posebej, ker je najprej hodil v domobranski uniformi, potem v partizanski in, kot smo slišali, tudi grozil z maščevanjem. Temeljni problem je seveda ta, da ne Lombergar, ne Kobal nista se čutila potrebe, da bi to norost leta 1945 pojasnila, zlasti, ker se Kobal znajde v vrstah politične policije spet. Tam študira in tudi kot psihiater deluje v politični policiji. In zdaj bomo videli, kako on sebe kot brezmadežno jagnje božje prikazuje,
V Lombergerjih pričevalcih je pa povedal nekaj, kar nas lahko samo presune. In predlagam, da najprej prisluhnemo temu odlomku. Tu pa je odlomek iz oddaje RTV Slovenija Spomini z Milošom Kobalom, posneta pred njegovo smrtjo, umrl pa je leta 2018, oddaja pa je bila objavljena leta 2019. Tudi do 30 pacientov v eni seansi. O tem, kaj se je dogajalo, vem samo iz poznejšega pripovedovanja, ko je kdo. Ampak tukaj je pa Tudi do 30 pacientov v eni seansi. O tem, kaj se je dogajalo, vem samo iz poznejšega pripovedovanja. Ampak veže me poklicna dolžnost, da o tem ne govorim preveč. Jaz bi pripovedoval o tem, kako je kdo recimo potisnil nazaj v jamo koga, ki je uspel prilest na plano in še druge take stvari. In kako je kakšen od teh tako zvanih likvidatorjev tudi znorel, ker je moral recimo, kaj jaz vem, 10 ali pa 100 ljudi pobiti. Saj drugo je bilo tako včasih bolj sumarno. Streljal sem ali pa zvezal sem jih ali pa udaril sem s pištolo koga po glavi. Kakšnih drugih takih podrobnosti pa verjetno ne. Pravi, v sanjah grozne stvari sanjam. Čudne prikazni se prikazujejo, zgrinjajo se počasi nad mene in kričim: žena v strahu, otroci v strahu. Vse to so potem seveda pripovedovali. Te stvari so bile potem v njihovih sanjah, v njihovem doživljanju, v hudi tesnobi, hudi jezi. Težave so bile zelo hude. In vse to so potem prinašali k meni, da bi jaz to olajšal. Sem poskušal deloma z medikamentozno terapijo ali s pogovorom, to je bila taka sprostitev. Oni so pri meni lahko povedali tiste stvari, ki jih verjetno tudi ženi več niso upali povedati. Nikomur. Ampak, da sem popoln, tudi z bele strani so prihajali in so tudi priznavali, da so koga zaprli, koga ustrelili in tako naprej. Pomešano med običajno zdravniško klientelo. Zdaj bi morda mogoče malo naprej segel, kar se teh ljudi, ki so imeli te hude travme, nad seboj. Po osamosvojitvi se je pojavil en možakar, ki se je pisal Tone Švigel. To je bil moj sošolec v gimnaziji. Šel je pa k tabelim. In se je pojavil v Ljubljani, bil je pa v Avstraliji. In me je poklical in pravi: ali sva še prijatelja? Sem rekel: Tonček, popolnoma. To, da so nam drugi zakuhali tole vojno, to je popoln nesmisel. Seveda sva se dobila in sva šla celo z ženo na obisk k njemu doli v Bezuljak, od koder je bil doma. In sem rekel: no, Tonček, krasno. Potem pa v tej znameniti novi zavezi berem: Kobal zdravi morilce iz časa vojne. On me je namreč vprašal, ali tudi take ljudi zdravim, in sem mu povedal, da ja, ampak da pridejo tudi od tabelih in vseh drugih. Patologija je pestra, vse je prizadelo. No in od takrat sem seveda s Tončkom prekinil vse stike, tako da še to omenim, da so me še po tej plati hoteli prizadeti. Osebno mislim, da sem bil v pomoč, čeprav ne mislim, da sem bil ne vem kako uspešen. Pri enem, ki je dolgo hodil k meni, se je končalo s samomorom, kar gotovo ni življenjski uspeh. Take ljudi, ki sem mu povedal, da ja, ampak se rekel, pridejo tudi od tabelih, pa od vseh drugih. Patologija je pestra, vse je prizadelo. No, takrat seveda sem potem s Tončkom prekinil kakršnekoli stike, tako da mimogrede omenim, da so me potem še po tej plati hotel prizadeti. Osebno mislim, da sem bil v pomoči, prav seveda ne mislim, da sem bil ne vem kako uspešen. Ne? No, pri enem, ki je dolgo časa hodil k meni, seveda se stvar končala z samomorom in to gotovo ni potem na življenjski uspeh. Ne? Iz oddaje Spomini RTV Slovenija, kot bi poslušali nekega drugega človeka,
tistega, ki ni pisal teh karakteristik, ki se ni pogovarjal z Vosovci in opisoval svojih akcij. Miloš Kobal tik pred smrtjo, ne? Ja, poglejte, on sodeluje pri umorih 41-42. Vse ve, tako kot je vedel za 41-42, ve za kasnejša leta in ve za povojne zločine. Če ne drugega iz zgodb njegovih pacientov. Ravno tako ve to psihiater Janez Kanoni, ki je nenazadnje dajal svojim partizanskim kolegom elektrošoke na zaslišanjih. Sin Črt Kanoni v knjigi napiše, da je bil poseben oddelek za te nesrečne fante, ki so morila, ki naj bi ga doktor Vončina vodil. Janko Kostnafel v tej dolgoročnem spremljanju borčevske populacije ugotavlja, da so najhujšim mukam izpostavljeni tisti, ki so vzeli življenje sočloveku brez boja, in zdaj še Kobal. Ampak Kobal pa govori cinično. On, ki je moril, ki je bil zraven, pripisuje motne svojim soborcem, se vzvišeno dvigne nad njih in jih diagnosticira. Jim niti posebnega sočutja ne kaže. Druga stvar, ki pa vse kaže, ki pa cel ta spominski blok Lombergerja, Kobala in vse te, je pa ta, da niti besede sočutja do žrtev, do njihovih svojcev. To je pa populacija več kot 20,000 oseb, ki so žrtve državljanske vojne, ki jih titoizem ali umorijo ali padejo v boju z njim in tako naprej, ki so bili pa dolgoročno stigmatizirani, segregirani, diskriminirani po principu kolektivne krivde. O tem zločinu titoizma, ki je onemogočal žalovanje, ki je onemogočal zdravljenje bolečin, ki končno trajno onemogoča dialog sproščen med Slovenci. Te odgovornosti pa ni ne pri Kanoniju, ne pri Kostnaflu, ne pri Kobalu. In to je tisto, o čemer se moramo Slovenci pogovarjati. Kako je mogoče, da je ta druščina tako brezčutna, tako nesočutna in končno tako, jaz bi rekel, tehnicistična, tako zlorablja spravo, pa končno od Spomenke Hribar, ki po nekaj poskusih, ki bili lahko resni, zabrede v popolno politizacijo, od Milana Kučana, ki pride v Kočevski Rok in nikamor drugam, in tako naprej in tako naprej. To je pa tisto vprašanje, ki je končno generalno vprašanje teh naših 4 oddaj. Doktor Jože Dežman, prišla sva do konca, rekli ste 4 oddaje. Kaj naprej? Teh posnetkov je še kar nekaj. Jaz mislim, da je to tako kot naprimer Igor Omerza ali pa tako kot zdaj Rado Pezdir. Oba dokazujeta, da se da spraševati, da se da raziskovati in tudi poziv k poslušanju teh posnetkov, k pregledu spremnih dokumentov, ki so v Arhivu Republike Slovenije, je samo vabilo radovednim, da raziskujejo. Jaz bi tako rekel, mene je en gospod iz Dela, ugledan vodilni novinar sedanjega časa, me je pred kratkim neusmiljeno nahrulil, da mojih stvari že ne bo bral, da mu že nam povedal, ker sem pisal, da pišem radovednim novinarjem. Ja, sem rekel, poslušajte, saj jaz nisem vam pisal, jaz pišem radovednim novinarjem. In to je poziv vsem radovednim ljudem, ki bi radi odkrili, kako zapleteno je bilo slovensko zgodovinsko ozadje, da se začnemo s tem ukvarjati. Odziv poslušalk, poslušalcev pa kaže, da ta izziv sprejemajo, da so radovedni. Torej, lahko pričakujemo še kakšno oddajo? Se pravim, gradiva je dovolj in verjamem, da se bomo lahko pripravili še kaj. Hvala lepa za nocoj in lahko noč. Lahko noč. Moja zgodba.